Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o eteričnih vezeh. In sicer kako to porežemo in kako v bistvu poskrbimo za to, da imamo boljše počutje. Zdaj pa, da vam vse od začetka razložim. Prva zadeva, zakaj sem se odločila posneti tale video. Več svetovanj sem zdaj že imela in zadnji primer, gospa leta ne spi. Njena mama je stara 88 let, je kot zalita roža, ona pri 60-ih bolna, ne spi, brez energije, posušena. In to ni edini primer. Zadnjič je bil gospod. Je rekel, enostavno mi ni logično, kaj je narobe, ampak in potem, ko začnejo spraševati, seveda, ker nihče ne poveže to, da je to možno, da je povezava z mamo, pravi, da njegova mama je stara 93 let, da nima nobenih zdravil in on se sud, da komaj živi. In to ni edini primer, kar nekaj takih primerov je. In ja, dejstvo je, da čas je, da porežete eterične vezi, če se vam to dogaja. Vam povem primer ene gospe. Gospa ni spala leta in leta, oziroma je zaspala, in potem so je nekako začele od znotraj ščemeti noge, tako ščemeti. Ni sindrom nemirnih nog, ampak enostavno od znotraj so jo bolele noge. In ko se je odstranila stran od moža, je v glavnem zaspala. In ves čas je povezovala vse skupaj, da verjetno je nečesa manjka. No in potem je pa šla k eni gospe, ki pač vidi energije, in ta gospa ji je rekla: ja, tvoj mož se preklaplja nate, ampak ne za sebe, njegova mama, ki je pa spala točno v spalnici pod njima, se vsako noč preklopi na njegovo energijo, on pa na to gospo. In juhej, mož je spal, ta gospa je bila čisto sesuta, ja, mama pa kazalita roža. Normalno, lejte. Zdaj, če pomislite, opa, to se pa tudi meni dogaja, to zdaj ne pomeni, da boste, ne vem, nekaj radikalnega naredili, ampak je čas, da se naučite, kako porezati eterične vezi. Prvo moramo razumeti, da te vezi, sploh starši, s temi najbližjimi ljudmi, so povezava preko solarnega pleksusa. Se pravi, točno ta predel, vam bom tukaj na tej sliki pokazala, te dve rumeni, dve čakri. Tukaj zadaj sem dala sliko, zdaj končno sem jo dodelala. Tale slika za mano, to sem v osnovi naslikala kot solarni pleksus. Naslov slike je v osnovi veliki pok, odmev, širjenje. In zdaj poglejte, ko mi imamo okužen ta del oziroma priklopljenega nekoga na ta naš eterični nivo, na našo energijo, vam bom razložila vse, da boste razumeli, dejansko je naš odmev, nimamo moči, smo tako, sebi, ampak ne moreš. Nimaš moči zaradi tega, ker je nekdo priklopljen na tebe. Jaz sem se kar nekaj o tem naučila preko teh knjig Master Choa Kok Sui, Practical Psychic Self-Defense for Home and Office. To knjigo lahko naročite preko Amazona, ni jo moč dobiti pri nas. V glavnem, ta knjiga je namenjena prav za tiste, ki vas več tem zanima. Ne vem, če v Sloveniji obstaja nekaj podobnega, ampak želim vam pokazati, kako deluje aura in kako v bistvu ta aura je ta ovoj okrog človeka. In tukaj to je eterična aura. Se pravi, eterična aura, da se razumemo, je tako kot v eter pošljemo, ko gre nekaj oddajnik, je povezan z etrom. Ko nekdo oddaja neko oddajo preko radija ali televizije rečejo, gre v eter. No in v bistvu tale prva aura okrog nas je eterična aura. In naslednja je emotional or astral aura, se pravi astralna aura, pa je pa mentalna aura. V glavnem temu vse skupaj se reče
Markaba, se pravi energijsko polje okrog človeka. No in v bistvu mi, ko želimo počistiti eterično auro in ko rečemo čiščenje eteričnih vezi, pomeni, da so preko tega energijskega polja nekdo je priklopljen na nas. Sploh v tem primeru, če nekdo ne spi, če ves čas se vam mota po mislih, kar naprej en in isti človek in kar ne gre stran, pomeni, da sta povezana preko eterične aure. No, zdaj pa kako boste naredili, da boste ščistili ta del. V knjigi, ko imajo duše žur, pri nadangelu Mihaelu sem dala noter meditacijo, v glavnem knjiga po knjigi Chrissy Astle, 7 korakov angelsko svetlobo. Ta knjiga se jo da dobiti pri nas, tudi na moji spletni strani jo lahko dobite. Meditacija je pa dejansko res odlična za rezanje vezi. Meditacijo sem tudi posnela, sem jo dala na YouTube in enostavno vtipkate v iskalnik meditacija nadangela Mihaela za rezanje eteričnih vezi. Kako veste, da morate počistiti, ali pa da bi bil pametno, da bi bilo počistiti, da bi počistili eterično polje? Če se zbujate in vas bolijo spoden del nog, se pravi od kolen navzdol, če se pogosto potite, če imate občutek, kot da kar naenkrat vam začne srce razbijati, imate občutek, kot da vas je nekaj zavilo v želodcu, prav to na ta način. To pomeni, da se je takrat nekdo priklopil na vaše energetsko polje. Poglejte, nekoč so snemali tiste, no ja, se verjetno še vedno se snemajo taki filmi o Drakulah in tako naprej. Vemo, da obstajajo grof Drakula, pa Transilvanija, pa Romunija in tako naprej. To so bajke. Ampak dejstvo je, da te Drakule je tako kot pije kri, ne? Te ljudje, ki imajo pa na en način vampirsko energijo, ker to je vampirska energija, pa dejansko ne pijejo direktno kri, ampak življenjsko energijo človeka. In če dolg časa vztrajate v tem, dobesedno vaša življenjska moč peša od tega človeka, pa ja, kljub 90 letom je še kar skakljal krog, vesel, kot zalita roža. Tukaj noter v tej knjigi, se pravi praktično kaj je to psihik? Self-defense. Psihološko samozaščita za dom in pisarno. Tukaj piše, da lahko narediš tako, da se 12krat zavrtiš okrog svoje osi v nasprotni smeri urinega kazalca in si zraven ponavljaš misel. I declare, to pomeni odrejam, da vsi napadi proti meni, da so ta trenutek splakneni v zemljo in naj tako bojo, in naj tako bo. Aha, še pomembno je, mati zemlja pobere nase to našo svinjarijo. In če čutite, da imate veliko teh napadov, čim večkrat poskusite biti bosi. Ali pa poskusite se usesti vzravnano in si predstavljate, da kako gre iz nog, kako grejo korenine v zemljo. Glejte, jaz sem bila nekaj časa kar precej zmedena, zato ker sem poslušala Lano Praner in ona pravi, da če se povezuje z materjo zemljo, lahko potegneš nižjo energijo nase. In da moš narediti kot neko ledeno ploščo, da ne bi slučajno kaj nase potegnil. Glejte, to je strašenje ljudi in vse, kar trosi strah, ni v redu. Zdaj pa pomislimo, a drevo potegne iz zemlje kaj slabega. Drevo ima korenine. Ne? In če želi drevo, da stoji, mora imeti korenine. In ravno tako mi, če želimo imeti ta duhovni razvoj, moramo imeti korenine. In nič ni narobe, če se povezujemo z energijo matere zemlje, ker glejte, mati zemlja je tista, ki nas hrani. Mati zemlja je tista, ki nam daje življenje,
ki nam daje kisik, ki nam daje vodo, verjemite mi, da ne bomo nič slabega od nje dobili. Sigurno ne. Tako da, lejte, za vse te guruje se morate mehko vprašati, saj jaz sem se. A veste, kaj občutim, ko poslušam te guruje? In če občutim vedno več strahu, v tem primeru je mogoče pametno, da ga ne poslušamo. No, saj jaz sem tako naredila. Vi naredite tako, kot sami čutite. Tu zdajle sem videla na Facebooku, se kar precej govori o tem, kako bojo prišli naši galaktični bratje iz Plejadi in kdo bo šel v neke vesoljske ladje. Zdaj, mogoče tisti, ki tega ne poslušate, si mislite, joj, ljudem se pa dogaja. V glavnem, jaz to kar verjamem je to, da nismo sami v vesolju, to je absolutno, ampak da sem tukaj na Zemlji z razlogom in jaz ne grem nikamor. Jaz bom tukaj ostala na Zemlji in vse tiste prerokbe o ne vem čem, glejte, to so nizke energije, ki ne pripadajo svetlobi. Svetloba dodaja upanje, vero, ljubezen, življenje, sočutje. Vse, kar je od svetlobe, ne trosi strahu. Se pravi, kar je strah, to so nizke energije. In tudi ljudje, ki vam govorijo, kakšen si, pa bi mogel biti, pa nisi, pa kako bi mogel, če vam trosijo strah, pa nelagodje, te ljudje ne delajo svetlobo. Pa imajo lahko 1000 nazivov, 1000 štemplov, potrdili in ne vem česa še, če ne trosijo dobre volje in dodajajo upanja, glejte, to ni svetloba. In zdaj, če vi predajate moč takim ljudem, ker on pa že ve, ker je toliko pametno, ker ima toliko štemplov, ker ima toliko sledilcev, ne vem česa še, v tem primeru se odpovedujete svoji moči. Kar vas jaz učim je to, da začnete najprej upoštevati sporočilo svoje duše. In vaša duša vam bo vedno dala ta prav odgovor. In ni nujno, da, ne vem, da sem jaz ta prav guru ali pa učitelj za vas. Če vam zbujam tesnobo, pejte stran. Ne tega poslušati. Poslušajte vse tisto, kar vam veča vašo moč v sebi noter. Pač tako je. In ja, jaz sem prišla do zaključka, da v Sloveniji jih je kar malo teh, ki trosijo res svetlobo. Saj jaz jih preveč ne poslušam. No, naslednja zadeva, lejte, tole vam želim pokazati. Tukaj je slika, da tukaj je nekdo, ki pošilja škodoželjne misli in da v bistvu ti lahko svojo avro narediš neprebojno in jo v bistvu ozemljiš, da grejo vse te energije v zemljo. Dobesedno kot strelovod. In gre se za to, da če jaz, recimo, če imate veliko teh ljudi okrog sebe, ki so tako na vas, dajte 2-krat na dan si posluša tole meditacijo za rezanje eteričnih vezi. In zdaj, kako gre ta meditacija za rezanje eteričnih vezi? Najprej si predstavljate sebe, da ste obdani z modro svetlobo, da je okrog vas čudovita modra svetloba, ki kroži, potem pa, zdaj, če vam je težko si predstavljati, da začne ta svetloba krožiti v obliki osmice, je mogoče lažje, če pred sabo date en stol in na ta stol date sliko tega človeka ali pa simbol tega, kar vam predstavlja nek stres, zato da boste porezali te vezi. In te ljudje so lahko so starši, lahko so otroci, lahko so, ni nujno, da so vedno slabi ljudje, ki vam želijo slabo, lahko so pretirano prijazni, ki vam tako dobrega želijo. Joj, kako sem te vesela! Tudi meni se postavljajo kar kocilja po koncu. Imate tudi vi verjeten kakšnega takega. Joj, kako je fajn! Spel se, ne? Taki ljudje, ki kar plezajo po vas, grabijo vašo energijo. Se pravi, ni nujno, da so škodoželjni, lahko so pretirano prijazni, pač plezajo po vaši energiji.
tem primeru ne boste se borili proti temu, ampak lahko date stol. Zdaj pa kaj, jaz vam govorim, bila sem na eni terapiji, pa ne bom razlagala kje, kar pač ni važno. In v glavnem, date sliko, potem pa date čez kadilo ali pa tole palčko, kadilno palčko, v glavnem v vsakem primeru pa prižgete svečko. Lahko date 3 svečke, predvsem pa rdeče sveče so za čiščenje energije, tako da lahko date 3 rdeče svečke in si v bistvu, ko začnete meditacijo, predstavljate, da najprej okrog vas kroži modra svetloba, potem pa okrog vas in okrog tega stola, pa okrog vas, pa okrog tega stola kroži modra svetloba. Potem pa noter dodate, si predstavljate, zlate žarke. In krožijo ti zlati žarki in mogoče vam bo bolj enostavno, da si predstavljate, da po vseh teh čakrah tečejo te iz ene, iz druge in enostavno gre ta energija med vami in to drugo osebo. In potem prosite nad angela Mihaela, to je vodena meditacija, tudi tukaj lahko preberete v knjigi, ko imajo duše žur. In prosite, da vzame meč in da preseka vse te energije med vami in to osebo. Zdaj pa poglejte, ne mislite, da bo ljubezen je energija, ki ima visoko vibracijo. Ne se bati, da boste nekoga izgubili. No ja, strah ni visoka energija, ne? Gre se za to, da porežete eterične vezi, tam, kjer vam odteka energija, tam, kjer gre stran energija od vas, in kjer niste v zdravem odnosu. In boste videli, koliko boste lažje dihali, predvsem pa spali, bolj se boste naspali, bolj mirno boste spali. Zdaj pa kaj se še splača delati, da povečate ta nivo svoje energije. Lahko uporabljate kadilo. No, zdaj vam bom pokazala. Sveti les lahko uporabljate in sveti les absolutno razkužuje prostor. Jaz sama uporabljam žajbelj, tako da imam takole, tukaj je žajbljev zvitek, tako da beli žajbelj uporabljam za čiščenje energij. Lahko tudi pri meni na spletni strani vzamete kadilo beli žajbelj, lahko vzamete veliki svitek. Tegale še nimam, mali svitek, tle mi je padel, nimam niti še na spletni strani, niti ne vem, koliko stane, ampak v glavnem tudi tega boste lahko, ali pa mi mail napište. Spletna stran je srečnoživljenje.si. Eterično polje razkužuje tudi blagoslovljena voda, ki jo dobite čisto preprosto, greste v cerkev in jo natočite. In zdaj kaj delate s to sveto vodo, blagoslovljeno vodo? Lahko jo pijete, lahko pošpricate, lahko namažete, recimo, če vas glava boli, enostavno namažete, popek namažete. In v tem primeru pač vpliva to na energijo vašega telesa, zato ker voda, nad katero se moli, dviga vibracijo. No, naslednja stvar, tukaj noter piše, da celo kaktus je, lahko ga informirate in da v bistvu date roke gor in enostavno rečete, da vse nizke energije se enostavno razblinijo. Tako da v glavnem imamo veliko možnosti, da lahko vplivamo na to polje, predvsem pa verjemite, da imate v sebi moč. Zdaj pa še ena stvar. Magični krog tukaj noter piše. Pa čakajte, sam trenutek bom dala na pauzo, ker vam želim nekaj pokazati. No, da nadaljujem z magičnim krogom. To piše v tej knjigi, Magični krog, in sicer na sredino date sebe, potem je tukaj Bog, Sveti Duh, se pravi oče, božanska mati in jaz kot božanski otrok. Pa tukaj so v nebo vzveti mojstri, tiste, ki verjameš, in tukaj zunanji krog so 4 nadangeli. No in to sem jaz šla zase naslikati, tako da tukaj sem jaz in v bistvu ti moji nebovzeti mojstri, v katerem verjamem, in 4 nadangeli. Gabriel, Mihael, Ariel in čakajte. Gabriel, Mihael, Rafael pa Ariel. Tako.
V glavnem, in to sliko sem zase naslikala zaradi tega, ker imam okrog sebe kar nekaj ljudi takih, ki niso glih preveč navdušeni nad tem, kar delam. Tako da, lejte, vsak ima to moč, da nekaj naredi, vse je prav lepa, ne da? No, tako da, to je moja osebna zaščita. Kaj še lahko naredite? Dejstvo je, da vsi v sebi imamo moč. Čakajte, da vidim. Aha, tukaj noter imamo še kopanje v banji, kopanje v soli, tudi kopanje v kavi. V glavnem, vse to vpliva na to, da se sčisti eterično polje. No, v vsakem primeru, lejte, če imate občutek, da imate okrog vas ljudi, ki vam pijejo energijo, jaz sem kar nekaj okrog tega, kar vam zdaj razlagam, opisala v knjigi Ko imajo duše žur. Recimo tudi zdaj se mi je odprl moč soli, sode bikarbone in kave. Tako da imate kar nekaj takih nasvetov tukaj noter in začnite delati na tem, da počistite to eterično polje okrog sebe. In še ena deklaracija, ki resnično pomaga, je klicanje oziroma sklicevanje na vijolični žarek očiščenja. Vijolični žarek očiščenja, gospodar tega žarka je Saint Germain, to je v nebovzeti mojster Saint Germain, ki prinaša na zemljo novo dobo. V glavnem sodeluje z angeli vijoličnega plamena in z nadangelom Zadkielom. In v glavnem takrat, če čutite, da so ljudje okrog vas tisti, ki vam škodijo, enostavno pokličite angele vijoličnega plamena na pomoč. No ja, v tem sem pisala, lejte, da ne boste tako, kaj pa je zdaj to? Na strani 327 v knjigi Ko imajo duše žur. Tako da nadangel Zadkiel je nadangel, ki je zdaj močno prisoten na tej naši zemlji, kar pomaga pri čiščenju najbolj temnih energij. Zdaj se res čistijo zadeve in tema seka na vse konce, tako da lejte, naša odločitev pa je, čemu bomo sledili. A bomo sledili temu, kar nam povzroča strah in nas bo še bolj strah, ali pa bomo sledili temu, kar nam veča vero, upanje in ljubezen. Tako da odločitev je pa vedno naša, nihče drug ne more misliti in se odločiti namesto nas. Tukaj smo pa absolutno svobodni. Tako da delajte tiste korake, kjer čutite, da vas stvarstvo podpira, in čim manj tistih, kjer vidite, da nekaj ni dobro za vas. Tako da, ja, včasih je tudi kakšnemu odnosu treba reči, da dovolj, ali pa se majčkeno umakniti, ker, lejte, zadnjič, ko sem govorila z eno gospo, je rekla, joj, pa jaz sem toliko pridna, pa zmeraj ubogljiva, pa zmeraj samo ustrežem, pa ne morem reči, ne, pa ne morem se postaviti za sebe. Ja, prav, a ne? Pa naj te cuzajo, če hočeš. Ali pa po drugi strani, če vidiš, da enostavno ne prideš nikamor, enkrat rečeš, zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim, izbiram tiste odnose, ki me podpirajo. Veste, ne pa rušijo. In to je naša izbira in mogoče se učimo v tem življenju imeti sebe radi. In ko se imamo res radi, res izbiramo samo tiste odnose, ki nam držijo, veste, tako, da lažje gremo naprej, ne pa da nas rušijo. Tako da delajte te korake za sebe in proste angele, nebovzete mojstre, vse svetle sile, da vam pomagajo in boste videli, življenje bo lažje, ampak bo res lažje. Uživajte in vse dobro.